ko se stvari zaostrijo, zelo hitro pride do tega, da postaneš pač hladnokrvni morilec. Boštjan Videmšek. Meni se zdi ponos nekaj ekstremno ogabanga. V imenu ponosa propadajo odnosi, se začenjajo vojne. Moj uspeh je vezan na kvaliteto mojih odnosov in na čist nič drugega. Kaj je res in kaj ne. Ogromno je treba brati in ogromno je treba potovati. Brez potovanja ne vidiš sveta, brez branja ga ne razumeš. Kdaj je bilo prvič, da si se počutil, da si tako opazil, okle se pa jaz ne morem več zabavati? Ko se je Marko odločil, da bo šel še globlje v serijo, kot sem jaz hotel videti. In tam v prijatelju je 8 mesecev preživel v ujetništvu v parisnanski državi. Ugrabitelji so bili tako imenovani The Beatles in so bili specializirani za ugrabitve novinarjev. So v bistvu v visoki hollywoodski produkciji snemali eksekucije v živo. En ogromen pogum si rabil. Skje si ga črpal? Pogum je še ena taka beseda, ki je v resnici enormna, pa ne pomeni ama fucking ništa. Tako sem bil na poti takrat, ne vem, Irak, Afganistan, Darfur, skozi. In pol maja mi reče, da je počas, pa midva, kam laži šla tudi midva, zakon, gremo na Maldive, nikoli nisem bil. 26. decembra zgodaj zjutraj, ki ni vode več, kje morje je pist? Morje je zginil. In pa se tako dvignemo poglede, pa sem kar naenkrat popolna tišina. Tako valovi prahaja. Prej greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, 2, pa to nared. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Čisto iskreno, jaz si ne pogledam veliko gostov, ampak pri tebi pa ni bilo druge, ker mi je folk rekel, ne vem točno, kdo mi je predlagal, ampak mi je rekel njega povab, če bi rad poslušal zgodbe, če bi rad pač jeben ti pritisk. Govoril, malo tega moramo ustvariti. Ja. Ne, če bi rad dobil tukaj človeka, ki ima veliko izkušenj, ki je čez lastne oči videl. Tako da je bilo čisto iz enega tazga lepega namena, pa jaz če začutam. Pa sem pa videl, da si bil tudi na drugih podcastih že. Ja, ful velik. Ima podcast Beč, Ja. Res fino zlorabljen z vseh strani in na vse načine. Tako da počas je phasing out iz podcastov, ker bo tega ful velik. In je tako, se mi zdi, veš, autoreferenčen rataš, ne? Tako, sam sebe citiraš, že počas ne hote. Pa v enem trenutku rata, da je tega preveč. In tako imam namen počas se umakniti iz javnega prostora. No. Po sem ta prav cajt še. Ja, mislim, da je timing je sjajen, zato ker pol bodo sam še nasvidenje dosta više. Ja? Čisto iz osebne izkušnje izhajaš ali? Ja, seveda. Mislim, iz nasičenosti, veš, iz tudi osmišljanja tega, kaj je sploh izrečena beseda v javnem prostoru je, kaj je bila in kaj bo, no. Kakšen je smisel. Ne? A mi lahko malo globi tole seciraš? Da ne porabiva džusa. Sprve. Tudi kasneje. Ja, zelo simpel. Na prvem mestu sem novinar, ne? Ja. In pač je vse, kar napišem, vse, kar povem, je v bistvu javno, ne? Pač 32 let živim od tega, ne? Od svojega 16. leta, dobrega, ne? In se mi zdi, da nikoli manj naše, klepajo moje, delo ni bilo vredno, ne? To se da seveda analizirati neskončno dolgo, ampak govorim o tem, da v bistvu naš poklic zaradi takih in drugačnih razlogov, ne, zgublja svojo družbeno vlogo, ne, in da se, ne vem, moja generacija navzgor recimo ni bila nesposobna, nepripravljena, v resnici ne niti željna adaptirati na to situacijo, ne, na nove razmere in zaradi tega marsikdo od nas zasluženo je drek. Če strnem. Pa isto to pomeni, da se nek filter dela pol, kdo je res dober novinar, kdo ni tako dober oziroma prodoren, ali misliš, da... Zdaj veljajo drugačna pravila igre, kaj je dobro in kaj ne. Večinoma, predvsem na onlineu, na spletu, veljajo kliki, ne. Jaz pa največkrat obratno sorazmerni s kvaliteto, ne. Novinarstva samega / novinarja, ne. In nikoli nikdar ne bi bil pripravljen pristati na igro, da v imenu večje klikabilnosti spreminjam svoje teme, pristop, način dela.
Močne fucking way. močne vrednote čutim. Močne vrednote. A je bilo vedno tako? Sveda. Pač novinar sem, ne znimaš kaj, če si novinar, jasno pravila igre so. Ne? Vrednote, moje vrednote je zelo preprosta, ne? Pač nikoli s čimerkoli, karkoli delam v življenju, nočem ogrožati nikogarkoli drugega. Ne? Pa nikakor ne govorim samo o ljudeh, ampak o vseh živih bitjih. Lepo. To je temeljno izhodišče in seveda se ga je težko v celoti držati, ampak delam vse, kar je v moji moči, da je temu tako. Pa če bi rekel zdaj, preden malo bo šla, da se mi še malo predstavil. Ampak super, da si to izpostavil, ker bi te rad vprašal, do zdaj, do te točke, kjer si zdaj, si ponosen na svoje delo, na to, kar si dal v svetu? Kakšno vprašanje. Meni se zdi ponos nekaj ekstremno ogabanga. Okay. Ne? V imenu ponosa propadajo odnosi, se začenjajo vojne, teče kri in se kotelijo kupi dreka, tazga drugačnega. Ponos se mi zdi, ponos po rusko pomeni driska, če strnem. Ponos. Tako da se mi zdi, toliko ponosu. Ne? Nemogoče je realno oceniti lastno delo in lik v resnici. Ne? Praktično od srednjega najstništva v resnici delam in živim to, kar hočem. To pomeni, v vrhunskem športu mogoče tudi se veliko sliši o nekem odrekanju, ne? Ampak največkrat se mi zdi, da narekovajo odrekanje ali pa žrtve, ne, pri temu, če delaš tisto, kar želiš delati, ne, to pomeni, da si tudi bolj ali manj samo udejanjena, ne, niso vredne omembe, ne. Seveda pa na način, na katerega si recimo sorazmerno uspešen, ne, o uspehu ne razpravlja okolica, jaz pač ne morem, ne, meni se zdi, da moj uspeh je vezan na kvaliteto mojih odnosov in na čist nič drugega. Ne? In če bi imam vrsto zelo, zelo kvalitetnih odnosov in to mi ogromno pomeni. Ne? Tako znotraj družine kot med frendi. Imam tako izrazito širok network ljudi, na katere se lahko kjerkoli, kadarkoli na svetu obrnem in obratno velja zanje. Ne? In to se mi zdi neskončno bogatstvo in sem praktično vse, kar sem vložil to, da to obstaja. Ne? Je pa seveda pač te odnose treba gojiti, vzdrževati in v njih vlagati in si ne dovoliti neke socialne lenobe, ki pa me zadnja leta seveda gre to staranjem grabi in v neki želji po zapiranju v ne med 4 stene, ampak v gost, v gore, v morje, v prostor in gibanje, kjer pač prevladuje ta tišina in mera. In čim manj človekov, ne, to je tisto, kar je v nasprotju z ohranjanjem relacij. Ne. Po drugi strani, ne, če ni tega miru in notranjega zadovoljstva, potem tudi v teh relacijah ne moreš biti kvaliteten in ne treba nek balans tukaj iskati. Ja, malo se dualnosti ustvari tako, ne, mogoče nisem dobro tega začel, ker če bi malo ločila, ne, to tvoje resnično biti, ne, to, kar v resnici si, zdaj bom še malo to sfero, je tukaj dosti interpretacij, tako da open-minded sva oba, verjamem, pa bi sam rad razložil, kaj mislim. Res si mi lepo izval s tem ponosom, ker ponos se lahko nanaša tukaj na ego, če rečeva, ne, torej na neki, s čimer ti v družbi daješ in te na podlagi tega pač družba oceni, koliko si ti koristen in pač si lahko ponosen na to, kar si dosegel. Po drugi strani me je pa bolj zanimalo, ker sem te vprašal, če si ponosen na to, kar se je stvaril ta drug del, drug segment, torej če so tam odnosi z drugimi, tukaj bolj odnos s sabo, ne. Se ti zdi, da si v tem času delal in zgradil lep odnos s sabo? Zelo veliko časa ne, zato ker sem rekel, če bi na olimpijskih igrah obstajala disciplina nadkompenzacije, bi imel kar vrsto zlatih odličij, po moje. Ne? Ogromen stvari v življenju sem počel zaradi tega, ker mi kakšne druge niso bile dane ali pa njih nisem bil najboljši, če govorijo o športu. Želel sem si uspeti v nogometu, sem bil prepočasen,
ne vem, pred 16, zdaj se pokazano, sem si strgal prednjo križno vez in sem cel življenje brez nje športov, a ne, postal ultramaraton, CTD, plezal vse, kar je po mojem, mislim tudi moji športni znanci ali pa trenerji, ki pač ne morejo verjeti, da je to mogoče, a ne. Ne vem, zdaj ti razlagam razloge, zakaj je pripeljalo do take radikalne nadkompenzacije, ne. V neolimpijski disciplini in obenem sem pa pač poleti 2021, nekaj mesecev prej, so ubili mojega najboljšega prijatelja v res zverinskih okoliščinah, Davida Berjajna, in sem je malo svet porušil in pač malo sem šel v rit, čeprav sem bil na nek način še polno funkcionalen, delal sem stvari, hodil sem okoli in tako pač malo limitirano, ker sem res utrujen za športom, in potem v enem trenutku, tukaj stopi ego / ponos, me je na enem laufu prihitela žena Maja, v hrib, kar se je zgodilo prvič in se mi zdelo, pizda, to pa nekaj ni dobro, in sem zaradi slabega performansa, ne zaradi skrbi za lastno zdravje, šel dati kri in sem bil 5 do 7 dni pred koncem svoje poti, kot so zdravniki ocenili. Zgubil sem 10 kil v kratkem času, zdaj jih imam 10 kil več, kot sem jih imel, Oh, wow. Pač popolno fizično izčrpanje, ampak nismo vedeli, kaj je narobe, železo nič, kri sem imel tako pač. Scelina je bolj, bi rekel, polna vsega, in so mi diagnosticirali celiakijo, After all these years je postalo jasno, zakaj imam tako nizko železo in zakaj pač ne glede na vas fitness, na vas šport, preprosto se nič ne rata iz tega, Zato, ker so vsa hranila šla neposredno ven in sem bil tik pred akutno odpovedjo jeter. In pa, veš, tako, če razmišljam za nazaj, pol sem pa dobil celiakija je strahovita popolna intoleranca ali pa alergija na gluten, beljakovino, ki je prisotna v pšenici pač. In že tako kot vegi, sem mogel še popolnoma omejiti svojo prehrano, ampak obenem sem potem, ko sem dobil železo, po 2-3 tednih začel podirati svoje osebne rekorde, Wow. Zato, ker sem pač, ne vem, fucking 46 letih, kot je rekla moja zdravnica, potem bil prvič v življenju zdrav in se prvič v life dobro počutil. In od takrat naprej, nimam nikakršne želje po nadkompenzaciji, tako da razlogi so vedno biokemijsko-nevrološki, ki se jih ne zavedaš, V bistvu te ta neka res zelo, zelo jasna formula tvojih telesnih in umskih stanj vodi, in se nisem zavedal teh brutalnih deficitov, več čas sem povedal, da je nekaj fucking zelo narobe. In od takrat naprej, so pa stvari precej drugačne in jaz veliko bolj miren. Tako da ne moram reči, da, veš, to sta dva različna človeka, sicer kot če greva nazaj, tismo, kar se rekel, z istimi vrednotami, ampak z drugačnim pristopom pri življenju. Tam sem se gnal, skozi sem imel nek dead wish, vse sem delal na ekstremu, zdaj pač sem neprimerno bolj miren, zadovoljen, življenjsko potešen. In če dava malo nalep k temu, kar zdaj si, po eni strani se pravi novinar, oziroma, kaj bi lahko temu rekla, ekstremni novinar, novinar, in po drugi strani športnik. Torej maratone tečeš, ali celo ultramaratone. Sem tekel ultramaratona, ampak pač z različnimi športi se ukvarjam. A me peleš malo na začetek, malo v čase, ki se mogoče tako zavest začne toliko razvijati, da imaš mogoče neke spomine, pa jih zdaj na podlagi tega, kar si dosegel oziroma kar si, kako razmišljaš, gledaš na svet, lahko malo povežeš, zakaj tako zdaj je, kaj se ti je kaj zgodilo v preteklosti, lahko začneva pri, ne vem, mladih letih. Mislim, da je temeljni moment vsega, kar počnem, bil začetek vojn v nekdanji skupni državi. Pač z generacijo, s katero smo nekako skupaj žurali, igrali nogomet, imeli nekako podoben način življenja, in kulturne reference, popkulturne predvsem. Smo se dobesedno preko noči razdvojili, in glede na to, da sem pač odrastel v Sloveniji, mi je bilo zelo hitro jasno, kako neskončno srečo sem imel,
smo imeli cela naša generacija plus minus, da za razliko od naših vrstnikov in vrstnic na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Kosovu in tako naprej, nismo končali ne v strelskih jarkih, ne v begunskih taboriščih, ne v množičnih grobiščih. Ne? In živo se spomnim sredine novembra 1991, ker smo bili na obisku pri teti in sem v poznih popoldanskih urah, če se ne motim, je bila sobota, po televiziji gledal posnetke na HTV-ju padca Vukovarja in takrat se je neki meni prelomil in sem vedel, hotel, takrat tega seveda nisem zmogel, ne znal artikulirati, preprosto nekaj narediti. Ne? Tako se mi zdelo to skrajno nepravično. Nisem bil, kako bi rekel, oborožen z orodji za razumevanje, tudi za reakcijo, ne? Ampak čustveno in tudi kognitivno je bila pa reakcija ekstremna. In že takrat sem z ravno novo nastali, takrat še tednik ekipa pisal neke športne reči, želel sem biti vedno pač športni novinar, ne? Ob tem, da sem pač še igral fuzbol in tudi kakšne druge stvari zraven. Ampak dosti hitro potem sem šel na Mladino pod pretvezo, da bi rad prodajal časopis, ampak sem računal na to, da bom nemudoma dobil priložnost in sta me tam prisotna Miha Štamcar pa Jani Sever vprašala, ta malo znaš pisati? In sem seveda z igrano, da v bistvu samozavestjo odgovoril seveda. Ne, in pa čez 4 dni sem objavljen prvi tekst. Ne, in se mi zdi, to razumem kot začetek svoje novinarske poti. Ne. Tako zelo v tistem času nekako je bil ubit eden od mojih ozornikov novinarskih in človeških, Ivo Štantekar v Sarajevu. In se je v bistvu zgodil kar nekaj stvari, ki so usmerile mojo pot. Zelo hitro sem začel potem, čutil sem neko potrebo po artikulaciji teh občutkov in sem začel hoditi po begunskih taboriščih, po prostorih begunskih centrih, spoznavati ljudi, to je bil moj prvi stik za vojno. Ljudi, ki so bili strgani svojih življenj, pa bi lahko komot na njihovem mestu. In sem se nemudoma začel učiti, bi rekel, potrpežljivosti in tega, kako neskončno pomembno je orodje empatija, čeprav takrat te besede po moje še poznal nisem. In kako bi rekel, ne zvoni preveč ošabno, vse ostalo res zgodovina, ne? Ker sem od tistega trenutka naprej iskal možnost, da o vojnah poročam tudi v živo. In pa pač začenši s Kosovom, sem do pred nekaj let praktično pokril vse vojne v živo našega in preteklega in tudi v resnici bodočega časa, glede na to, da so vojne, ki trenutno potekajo večne vojne. En ogromen pogum si rabil že za ta prvi korak. Skje ga črpal, oziroma je bil res zakaj ta notranji klic tako močen? Vse so prej govorili o nadkompenzaciji, mogoče pa že takrat bi lahko diagnosticirali obsesivno-kompulzivno motnjo. Ne vem, veš, pogum je še ena taka beseda, ki je v resnici enormna, pa ne pomeni ama fucking ništa. Pogum je pač večkrat odsotnost strahu, ne? Ali pa preprosto čutiš manj strahu kot kdo drug. Oziroma, da si ne glede na strah, ki ga čutiš, upaš narediti korak proti njemu. To je pa, rekel, odsotnost konsekvenčnega uma, lahko, ali pa tudi analitičnega, ne? Plus pogum, se da mer tudi z neko stopnjo norosti, po moje. Odsotnostjo racionalnosti, pa z možnosti upravljanja osnovnih matematičnih operacij. In evolucijsko smo narejeni tako, da fantje pač do enega obdobja, ko se gonimo, ko se resneje gonimo, tvegamo bistveno več. S tem pač oplojevanje samic, etc. To je pač nezanikljivo dejstvo. In temu primerno pač, dokler vladajo hormoni in ne prevaga kognitiva, deluješ popolnoma drugače. Deluješ precej živalsko, precej reptilno. Pri meni se to ustavilo nekje tako po 30 leta, če rečem prek palca, potem pa počasi začel plahneti. Seveda se temu po domače reče potenca. In se mi zdi, da pač dokler te vodijo hormoni,
si lahko ful dober vojni poročevalec, kar pomeni, da si idiot. Pripravljen na ful večja tveganja, pripravljen delati stvari, kot da jutri ne obstaja, in potem da, marsikdaj jutri dejansko ne obstaja. Podobno je v vojski, zelo mladi fantje, celo malce starejši dečki bijajo naše vojne in so vedno bili vojne. Tako, tudi, tako precej neznano dejstvo je, da v Veliki Britaniji greš lahko v vojsko že po 16 letih. Na frontah v Afganistanu pa Iraku so s fotografom Juretom Erženom srečevali 18, 19, 20-letne marince, ki so bili glavnina korpa, ki so tako, tudi v eni reportaži se pogovarjam z nekim vojakom, Higgins se je pisal, tako bili smo že dneve in dneve v nori vročini v Helmandu, to je bil prvi marinski desant po Vietnamu, res precejšen shootout je to bil, in on tako sanja o temu, kako bi šel na pivo, ko bo prišel domov, ampak pizda, ne morem, jaz sprašujem stari, kako ne moreš, ker še nisem star 21, tako se gleda, samo bijaš pa lah, imaš license to kill, nimaš pa license naperit. Wow. Tako gleda, ampak to imaš pa prav. Sem rekel, in se ti s tem ne zdi čisto nič narobe. Pa smo prebili let in smo ratali frendi, ne glede na razlike in na eno radikalno protivojno z Juretom nastrajenost in na to, da so bili oni pač psi vojne. Kdaj je bilo prvič, da si se počutil, da si tako opazil okolico okoli sebe, pa si rekel, okej. Klej se pa jaz ne morem več zabavati, to je pa zdaj resno ratala. Kdaj je bila prva taka situacija, da me pelke? Mislim, takih situacij bo veliko, sem se zmer vrnil, zaradi tega, ker je bil ta notranji klic divjine močnejši od moje sposobnosti samoomejevanja. Ampak tako, da sem se pa rekel, zdaj pa res fucking konc. Ne bom se več zajeval s tem, prestar sem za to sranje, je bilo pa na začetku septembra 2013, ko sva z španskim prijateljem in kolegom, drugim, ne z Davidom, ki je bil ubit pred 3 leti, Markom Margenidesom iz časopisa El Periodico, ko so že prej delali ene stvari skupaj, bila sva kolega in sva skupaj načrtovala eno izmed poti v Sirijo, iz Turčije, in smo imeli istega fikserja. Fikser v našem modelu pomeni, da je to nekdo, ki ti pač zrihta kontakte na terenu, ki ti malo tako pove, ki je varno, ki je dober id, ki je kakšen safe route, ki je ne, ki ti mogoče, ki je zrihta tudi, ki je zajest, ki ne bi dvubil, ampak to so ljudje, ki so diamanti našega poklica, pač in zelo hiter, veš, imaš toliko in toliko izkušenj, prebereš človeka iz prve, naslej pa veš, kdo je, kako je, mu lahko zaupaš, ne. Oba z Markom smo imeli, lahko bi rekel, po hokejsko povedano clean shit, kar se tega tiče, samo dobre izkušnje in tako verjetje v lastno intuicijo, in pa to tudi vpliva malo na preveliko samozavest, in sem tega fikserja imela, ki pa je pač potem, ko se je Mark odločil, da bo šel še globjo serijo, kot sem jaz hotel iti in sem dal veto, pravico veto je v parih, s katerih sem deloval na terenu, vedno obstajala, pač rečeš ne, pač se umakneš, in ne bi to veljalo za oba, za Marka ni. Je šel naprej in je milica, ki jo je spremljal, to so bili pripadniki sirske Free Syrian Army, svobodne sirske vojske, ga je najprej prodala, katere blizu je bil najn fikser, ga je prodala Jabhat al-Nusri, skrajni sunitski milici, ki ga je potem zelo hitro prodala Islamski državi. In ta moj prijatelj je 8 mesecev preživel v ujetništvu pri Islamski državi, v Raki, v prestolnici kalifata. Jaz sem bil pač pol koraka od tega, da bi se to zgodilo meni in zaradi odločitve, da Marku ne sledim še tistih par kilometrov in se obrnem in grem nazaj v Turčijo, je to literally spasilo guzico, ampak po drugi strani seveda imaš pa survivor's guilt, To je eno. Drugo, Mark je, vse v tem je zdaj pač posnet tudi film v Španiji, bil precej bolan v tistem obdobju in bil je skupino ljudi, med katerimi bil recimo tudi James Foley, ki so mu pač na video posnetku
Dobro, pač ne bomo šli v detalje, ne. Čuvali so jih, ugrabitelji so bili tako imenovani The Beatles, skupina francosko-belgijskih skrajnih islamistov, ki se je pridružila islamski državi pač kmalu po začetku in so bili specializirani za ugrabitve novinarjev, tujih humanitarnih delavcev in tako naprej in so v bistvu v visoki hollywoodski produkciji snemali eksekucije v živo. No, in en del ljudi, ki je bil z Markom v tej ugrabljeni skupini, je bil ubit brutalno. Preživeli so pa samo tisti, ki so prihajali iz držav, ki se pogajajo. Tu imaš tako imenovano pogajanje s teroristi. Združene države se ne pogajajo, Velika Britanija se ne pogaja, seveda Izrael se ne pogaja, pa še nekaj držav ne, Španci pa Francozi pa se. Ne? In kot Španec je preživel. Vsi smo pač intenzivno sodelovali takrat z različnimi varnostno-obveščevalnimi strukturami in dali podatke in znanje, ki smo ga imeli o Markovi poti in ljudeh, ki so bili vpleteni v zgodbo. In po 8 mesecih nekako je, potem ko sta njegov časopis in španska država plačala precej zajetno odkupnino, bil osvobojen, ampak se je seveda vrnil popolnoma spremenjen, razbit človek, ne? In temu, ko sem jaz dobil klic isti dan, ko je že bil na poti v izpustitev, da je bil Mark izpuščen, sem laufal ne vem kjer krog okoli Gradiškega jezera v zadnjih pripravah na našo prvo stotko, naš prvi ultramaraton v Ameriki, Zion National Park. In sem se samo ustavil, se tako zelo, moji ženi se je to zdelo precej hladnokrvno z joko, pa se je rekel, ne bom več tega kurca palca delal dosta više. Dolg odgovor na zelo kratko vprašanje. Si rekel, da bi rad kakšne zgodbe, ne? Ne, hvala ti ful, da to deliš, ne. Že si lahko sam predstavljam, kako si se počutil čez to, ne. Ker ti enkrat zdaj zgodbo poveš, je zelo tako umno, ja, se te poslušam z ušesi, pa še z očmi, pa še s čema, ne. Ampak, kako si se počutil kot človek, ki išče pravičnost, ki obožuje mir v očesu orkana, ki točno kontra tvojim vrednotam deluje? Temu sem že 25 fucking leta, veš, v tem orkanu in to po lastni izbiri, ne. Nič me ni, mogoče moja biokemija, ne, prisilila v to, da to počnem. Imam izbiro, ne. Čisti privilegij je, da imam možnost, oziroma da sem imel kot upokojeni vojni poročevalec, ne, možnost odhoda in povratka, ne. Če se vmes seveda kaj ne zgodi. Nikoli me nikdar nikamor ni poslal na silo. Še več, vedno sem brez izjeme jaz pobudnik teh poti. Tako da nemam pravo na glasanje, ne. Orkan was my choice, ne. Je pa seveda, tisto, kar odneseš iz tega, ne, je pa pač, ko zreš tako dolgo nočem parafrazirati zdaj klele, ne, pač malo se ti nabere peklenskega prahu po mečih, ne. Predvsem pa se osvobodiš na nek način mrtve teže, ne. Pač neki mladostni ideali, fantazme, nek desire, gre v tri pizde materne, ne. To evaporira, ne. In moraš pol sebe v bistvu osebnostno nekako na novo zgraditi, ne. V bistvu je tako, kot da bi potem, ko si nekak vrhunski športnik, imel neko močno poškodbo, pa bi popolnoma atrofiral, veš. Moraš začeti z nule, ne. Ampak brez mišičnega spomina, zato ker to neko čist drugo izkustvo, za katerega po moje tudi evolucijsko nismo zares opremljeni, ne. To pa je hard work, ne, zato ker je ogromno bližnjic, ne. In če si v Ameriki. Ko so stvari veliko bolj dostopne, hočeš reči. Ja. Ja. Si z tega vidika. Ja. Res je, ne, ampak so na tak ali drugačen način, v taki ali drugačni obliki, je veš tudi pretiranih dozah adrenalina, ekstremnih športov, ne, prisotne tudi tukaj, ne. Tako da, zdaj ne vem, danes je očitno tak dan, no, ko
me vleče temu, da bi govoril o izgubi po mrtvih prijateljih. Pač neko obdobje sem intenzivno plezal in moj mentor je bil eden največjih plezalcev v zgodovini, ne samo slovenski, ampak svetovni, Pavle Kozjak, ki me je vzel popolno nepripravljeno govedo na plezanje, pač ocenil je, sem rekel tako, da je majico dol, pa sem da majico dol, enkrat rekel, ti si v formi, potem si šla pa laufat, potem si šla pa v steno in to brez treninga, direkt. In so sprve naredila severno Triglavsko tako, kot da bi šla na sprehod, veš. In se mi zdelo pizda, evo, če bi besedo ponos uporabil, na to sem bil pa res takrat totalno ponosen, ker se mi zdelo tako pismo, nekaj pa lahko zmoram, In, ko so se enkrat vračala z enega hriba, mi je rekel, ti sam, veš, da sta vrhunski alpinizem pa vodno prečevalstvo ful podobna. Pač tako sem rekel, ja, res je, pač zavestno tvegaš life, pa tudi ogrožaš tako prihodnost svoje familije in svojih bližnjih, s tem, kar počneš. Rekel, res je, mogoče je dobro, da tega ne enega pa drugega ne počneš skupaj, ker pač je verjetnostni račun še tako večji, tako čez kakšnih par mesecev, potem se je on ubil v Pakistanu, In pa nisem takoj upošteval tega nasveta, ampak se je zgodilo spontano, od takrat naprej pač nisem dal gor plezalnega pasu niti enkrat več v življenju. To je bil tudi en tak klic, veš, ko imaš ostri rezi, vsi ti ostri rezi so v resnici pri meni povezani z izgubami. Potem, ko je res na zverinski način bil ubit David, ki je 15-16 let delala stvari posod, bila najboljša frenda, totalna badja, pač doppelgangerja, pač rodila sva se drugim mamam, en v Ljubljani, drug pa v Navari, v Španiji. In pač, ko je on umrl in na tak način, sem se hotel posloviti tudi novinarstva, zato ker res nisem videl več smisla, ker to pa je res ultimativna cena. In kaj si pa cenil pri njemu? Zakaj bi tako dober prijatelj? Vztrajnost, empatičnost, radikalno neposrednost, brutalen humor, niti nastavka politične korektnosti, ljubezen do fuzbala, tako, veš, pa stvari, v katerih so si bile tako res tudi drugače ful podobne. To nekih shajanj z majhnega okolja, premagovanje ovir, ki se zdijo mogoče nepremagljive in to v bistvu brez pretiranih težav in potem neka samorealizacija z dvignjenimi sredinci pred nejsejari, ki ste skozi govorili, te pa fucking mogoče jebite se vsi skupaj. To smo imeli zelo podoben pristop. A sta drug iz drugega to še bolj potencirali? Absolutno, ja. Nalezljivo. Seveda, nalezljivo. Mislim, skupaj sva bila res precej neustavljiv force. Kaj si čutil, ko si izvedel, da ga ni več? Popolno paralizo. Kot da se nikoli več nam premaknil, v glavi in v telesu. Tako, po moje trajalo ne pol minute, ko najna skupna španska prijateljica mi je poslala sporočilo. Saj verjetno že veš za Davida, tako mi je žal, če prevedem. To vse, ni bilo bolj popolna artikulacija sicer, ampak ne, da to zveni kot novica, To ful se spomnim tega sporočila. In sem zamrznil in nisem mogel. In pol tako, res, mogoče po pol minute še več, sem v tipku njegovo ime in pol sem videl na neki španski strani pač novico, da je bil skupaj s svojim fotografom, snemalcem, tudi mojim prijateljem, Robertom Frajlerjem in Robertom Youngom, rangerjem ubit, medtem ko so delali zgodbo o poachingu in divjem lovu v Burkini Faso, ki so jih izdali rangerji, ki ne bi jih čuvali, neki islamistični milici v Sahelu. In pa so jih ugrabili in je bil point blank eksekucija. In sem to videl, pa sem se presesul malo. Moja žena je bila v drugi sobi, vsak so delali na svojem kompjuterju in je trajalo kar nekaj minut, da sem tako v bistvu malo prpuzil do nje, in je pač to povedal, pa se pa malo ne spomnim. Kaj pa recovery od tega, mislim, recovery, kakor lahko je,
Kako si handlo? Si pustil, da teče čez tebe ali... Zelo, zelo slabo. Sprožil mi je mogoče tisto, kar sem mislil, da nimam, PTSD, ne. Veš, posledica tega je bilo tudi tako nek avtoimunski izbruh, ne, zdravstveno in to se sutja, ne, pol. To se v naslednjih mesecih sem šel res urit fizično. In ljudje okoli mene tega nekako, ne vem, Maja, ne, ampak drugi pa nekako tega niso opažali, zato ker so vedno vajeni, da sem tako, ne glede na to, kako izgledam, da sem totalno pošasten v živalski formi, ne. Ker je bil to moj nek zid, ne. Veš, tako, da se, ne vem, z ultimativno fiziko obranam pred demoni, tam zunaj in predvsem tu znotraj, ne. In zaradi pač COVID zaprtja nisem mogel iti na pogreb, ne. In nisem mogel biti z ljudmi, ki smo bili tako kvadrilja, se je temu rekel, neka skupina frendov, ki smo iz Španije, veliko sem delal in bil v Španiji v življenju, no, in delal z njimi, s španskimi časopisi, novinarji, kolegi in tako. In se nisem mogel posloviti, ne. In to je seveda proces žalovanja ful podaljšalo in v bistvu traja še zdaj in še vedno nisem obiskal njegovega groba. Pa nimam do teh ritualov nekega posebnega odnosa, ampak konec koncev se, bi rekel, Levi-Štrosovsko človeška civilizacija začela s prvim grobom v resnici, s pokopom, ne. In s tem še približno nisem upravil, ne. In se pozna v mojem delu, v mojem pisanju, da je ta teža v bistvu mogoče malenkost zmanjšana, pač čas vendarle dela ene reči, ne. Ampak recimo lani na začetku leta moj urednik, prijatelj in sotekač Samo Rugala, ne, pa se nisem veliko pogovarjala o Davidu, se mi zdi, da mi je s tem, ko mi je rekel, da napiš roman o vojni, no. Mislim, ni mi rekel, napiš roman o vojni, ampak v bistvu mi je rekel, da bi bilo dobro, da napišem roman, ne. Tako 2 leti me je uradil. In meni se je zdelo, da z novinarskimi sredstvi, pa z vsem non-fictionom, ki sem ga pisal v knjigah, ne morem več povedati, ali pa ne zmorem povedati tega, kar bi rad. In potem sem v 8 dneh v totalno mentalno čustveni driski spisal svoj prvi roman, ne. In to je bilo edino resen proces žalovanja ali pa nekaj, kar sem konkretnega naredil za to, da bi omilil bolečino. In to je bilo uspešno. Če bi imel priložnost tako mu nekaj sporočiti, kaj bi mu sporočil? Da ima Osasunja ful dobro sezono za sabo. Že Osasuna ne bil. Igral je zanje v mladih letih in na tekmi, prvi domači tekmi, potem, ko je bil ubit, se mu je cel štadion poklonil. Wow. Ja, in njegov dres je tako rekoč, pač, ja. Ja. Veš, kaj mi da perspektivo, mi da tudi, ko si to govoril, sem vmes pomislil na kakšnega prijatelja, na familijo, pa tako. Pa že prej, ko si govoril zgodbo, kako vam je bilo čez noč praktično odzeta ta svoboda do igre oziroma do tega, da se sami odločate, kaj boste, ne, prijatelji, da eni so mogli iti v vojno, drugi so mogli iti v drugo smer. Včasih, ko zdaj živimo, a ne, v enem mahurčku, bom rekel, ko živimo mi kle, hiter za samoumevno stvari jemljamo, a ne. Ti dejansko ne vem, če sploh poznaš besedo samoumevno. Mislim, zelo dobro jo poznam, a ne, ful tako v otroštvu pa do nekega tega srednjega najstništva se mi bilo en kup stvari samoumevnih, predvsem to, da sem kjerkoli, ko sem varen, a ne, da je, da pač, da so stvari okej, a ne. Zato, ko so res bile okej, ker smo odraščali v takih časih, ko se nam ni bilo, ko praktično ni bilo veliko balasta in se ni bilo treba z nekim bullshitom ukvarjati. Moj najbolj nevaren prostor je bila v resnici šola, ki je v resnici sama po sebi varen prostor. Zaradi tega, ker mi je bilo neprijetno, ker je bilo to out of my comfort zone, ker pač, ne, se res nisem mogel veliko naučiti, ker se nisem že zdavni doma, ne vem, pač v 7. razredu mi je bilo na smrt dolg čas, no, ne, res, mislim, tako se mi je zdelo, da kaj je to, a ne.
kaj je bila vzgoja taka, ali si bil sam tok ferbčen? Pa so ti pustili dejansko to... Full cajta sem imel, a ne? Tako, res je tudi v obdobju, v katerem živimo, no, jaz mu rečem the age of insanity, ne, obdobje blaznosti. V času, ko je pač fokus vsak dan milijonkrat posiljen in razkosan strani socialnih omrežij in informacijskih tehnologij, a ne, skoraj ne more biti dolg čas, zaradi impulzov, ne, ko ugrabijo, bi rekel, tvojo biokemijo, nevrologijo. Ne mi je bilo fucking dolg čas, ne, to pomeni, da pač sem, ne vem, to je nor privilegij, ne, ne predstavljam, en konkreten primer, ne predstavljam si, da bi pri 14 letih imel na voljo 3D game, pa vso pornografijo tega sveta. Se ne bi delo drugega, kot igrce igral pa Darko. Čist nič drugega ne bi delo. Zakva? Pa se to vse, kar takrat hočeš delati, pismo. Zmešali bi se mi, tako pa pač si se mogel izboriti za 17krat na dan uporabljeno sosedovo porno revijo, pa pač čakati 20 minut, da se ti ena kurčeva formula naloži. Ne? Na najboljši dan tistega leta. To vse, veš, ostalo je bilo pa treba nekako zapolniti. In pač jaz se mi zdi to zapolnil skar veliko vsebine, ker so bile pač knjige v enciklopediji, sem se tako rekoč učil na pamet. Zato, ker pač ni bilo nič za prebrati, ne, veš, zlata stranka v lokalni vaški knjižnici, mislim. In to se mi zdi tako, to se mi zdi ful dober, na šolo imam pa samo bruhanje spomin. Res. Ker je bilo kaj? Ker je bilo... Diktatura uravnilo, kaj? Ja. Nekako so ti drugi govorili, kaj moraš delati, kaj moraš znati, kaj moraš... Pa si končal šolo? Ja, seveda, ne, že, ne, ampak, veš, za oseben dan osvoboditve imam zadnji dan pač srednje šole, ne, na faksu je pač bila polagana šetnja, ne, in je bilo fajn in svobodno, ne. Ja. Ti v okovi srednje osnovne šole so imeli pač tako res huda muka. Huda muka, ker je bilo toliko dobrih stvari za početi, toliko dobrih stvari za brati, za razmišljati, za gledati, ki so bile popolnoma nevezane na usiljen, ne vem, odkje zbran kurčev kurikulum. Res. Kaj mene bolijo Prežihovi voranci? Res. Zdaj jaz hočem brati Filipa Rota pa Hemingwaya. Ok? Ne smeš, to moraš brati. Ne bom pismo. Ne? Da si imel že takrat toliko močno svojo voljo, ne vem, da nisi bil ovca, po domač povedan, ne? Nekaj ne rečem. Pač različno smo sestavljeni. Ne? To ni osebna, to nikoli ni osebna zasluga. Ne? Pa ne govorim o božji roki, ne? Govorim pač o res biokemiji, kako že večkrat danes. A so starši tvoji bili tudi zelo svobodoljubni? So, kakorkoli. Foter na nek način, ja. Vse je bil hipi, pa tako nekoč, pa generacija 68 protestov in to, ampak predvsem je bilo vedno veliko časopisov, pa knjig doma, pa puščal se mi je veliko časa pa prostora, no. Ne, se mi zdi tako, da sem v veliki meri vzgojil kar sam sebe, ne. Zelo svobodoljubna, pa tako močen faktor pri vzgoju je imela babica, s katero sva preživela veliko časa sama, no, tudi v nekem tem formativnem obdobju pred začetkom osnovne šole, pa tako, ko smo se selili, pač dejansko nekaj časa tudi živela sama, veš. In to imam tako izključno in samo topel, nežen spomin, ne, tako popolnoma neokrnjen. Pa zelo hiter je vzporedna družina so ratali frendi, veš, prek športa, prek muzike, prek vsega pismo, ne. Tako da ta družina vse pač napolno živi, ne. Starša so hvaležen za njuna vztrajnost, pač mama je že pač 30 plus let hudo bolna, ne. In da je že 20 let priklenjena na poslu in prej na voziček, ne, nepremična. Ampak dobiš lekcije, ki se jih naučiš, a se jih pa ne naučiš. No? In to se mi zdi, to je v resnici tako veliko darilo. Zdaj uporabljam jezik, ki ga nočemo uporabljati, ne? Tako malo ceneno metafizičen, ampak
mislim, mogoče sem imel do zdaj v življenju ves čas ta privilegij, da sem se mogel ves čas soočati z novimi izzivi, tako bom rekel, ne. In kot pri treningih, a ne, ko bi rekel, poškodovana mišica raste, ne. Tam se dela še trše tkivo. Tako, ja. Ja, ko smo lih pri teh stvareh, ki te ojačajo, a še kakšna zgodba pride na površje iz tvojega dela, življenja, kakorkoli, ki bi rekel, da ti je bila tudi tako fundamentalno zelo močna za tvoj razvoj? Fuzbal slačilnica, po moje, ne, zato ta, veš, skupina ne najbolj nadarjenih, ne najbolj obdarjenih, ne najbolj, ne vem kva, ampak skupina resno udarjenih posameznikov, ki je včasih na kakšnih turnirjih delovala kot, bi rekel, tropočeva, nepremagljiva enajsterica, ne, samo zaradi tega, ker smo znali locirati šibkosti naduvanih pezdetov, ne. In smo pač, mnogokrat so se nam nek tak ragtag army smo zgledali, ne, so se nam smejali, pa so dobili fino pol po buči, ne, zato, ker smo bili taktično precej modrejši od večine svojih nasprotnikov, ne. Ampak smo bili pa tudi tako povezani in taki frendi in to v življenju, če kaj pogrešam, no, včeraj ko so se z Majo vozila domov od mojih staršev, tako sem pač tako se v mislih ujel na barju, ko sem gledal ven v ful lep večer in pa sem rekel, da sem pogrešam v življenju, pa iz mlajših let čisto ena stvar, to so naši, ne vem, naš fuzbal, ne. Zato, ker to je bil največji katalizator, kanalizacija vseh slabih feelingov, ne. Nikjer nisem bil bolj jaz, kot sem bil na fuzbalu. Z vsemi minusi, številnimi in plusi, ne. In pač zaradi poškodb in let, zdaj smo že tako stari, da pač nočem delati stvari, v katerih sem popolnoma nekonkurenčen. Ne. Mislim tudi, ko zgine krvoločnost in ne moreš, nimaš več te želje po duelu, in teklih, pa se moraš počasi posloviti, drugače ti dobiš tako po nogah, da je nasvidenje. A je v bistvu tudi ta nekako zdaj na prvi pogled neprijetna izkušnja, da si mogel nehati fuzbal igrati? A te je to v bistvu sam malo bolj potisnil v to, da si še bolj all in dal v novinarstvo? Ne, pa to je bilo, ne. To ni bilo tako, to ni bilo nič tragičnega, ker je bil to pač razvoj, ne, veš, slej, ko prej vidiš, pač treba fucking nehati, pizda nekaj, ne moreš več, mislim, 18-letniki. Ni bilo poškodba, ne moreš več? Mislim, postalo je jasno, zakaj so se pojavili problemi, pol nazaj, zdaj nedavno, ko smo res na MRI ugotovili, da nimam v bistvu prednje križne vezi na levi noge, ne, to razložili marsikaj za nazaj. Ampak preprosto nisem bil nadarjen dovolj. Nisem imel dovolj hitrosti, da bi iz tega kaj ratala, ne? Ampak sem pa užival vsaki jebeni sekundi, kar je ful bolj pomemben od rezultata ob koncu dneva. Ne, zelo veliko sem potoval, ne, in večino potovanj je bilo vezanih na moje delo, ne, tako da in potem v enem trenutku, zdaj to, še ena zgodba, incoming, ne. Let's go, to. Zato potrebujem požirek najprej, ja. Ja, ti bom še natočil. Tako, tam to zdaj reže 20 let nazaj, ne, ampak skozi sem bil na poti takrat, ne vem, Irak, Afganistan, Darfur, skozi. In pol tako Maja mi reče, da je počasi, pa midva, kam lažje šla tudi midva, ne, tako malo bolj zares. In seveda navdušeno, ne, začneva midva googlati malo Maldive, pa tako, ne, ker so neke lepe ponudbe, poceni so bile in najdeva hotel Sofitel na Tajskem. Ravno na prizorišču, ko se je potem zgodilo nekaj zelo, zelo strašnega, ne, ga midva rezervirava skupaj z letom, lepo, pa če bomo čez Božič na Tajskem, ne. To je bilo seveda decembra 2004 v času velikega cunamija v jugovzhodni Aziji, v kateri je umrlo približno 230 000 ljudi. In tik pred odhodom,
najdeva še imela so rezervirano, nisva še plačala, najdeva neko cenejšo ponudbo na Maldivih, tako, zakon, gremo na Maldive, nikoli nisem bil, super, bomo malo tauhali, vse ribice, tako pač, ne, vzamem plavutke, maske itd. Greva na Maldive, 26. decembra zgodaj zjutraj, tako manj Boxing Day, a ne, grem zgodaj zjutraj laufat, tako otok se imenoval Kuramati in imel po moje 4,5 kilometra obseg za laufat, tako pač. Končam prvi krog, začnem drugega in potem so neke take res nizke sepine bile in ko ne gledam okoli, ni vode več, kje morje je pista? Morje je zginilo, ne? In okoli in okoli otoka je bil coral reef, koralni greben in vsa voda se je ustavila, vse je šlo, evaporiralo. Gledam se, rečem, to pa ne liči na dobro, in laufam nazaj do te kočice, kjer so bila zmajo in v bistvu je že ful ljudi, ki so tam pač bili v teh bajtah na plaži, a ne, spuščajo precej presunljive zvoke, pa tako, ampak ne strahu ali pa bolečine, ampak nekaj tazga, veš, pristnega začudenja, otroškega čudenja, a ne. Tako gledal, ljudje ugibajo, no, in kje da fuck je zdaj morje, je to, ne vem, jedrska apokalipsa, je to močen mesec, pa ni bila polna luna, itd. In pa gledamo, pa tako Maja me upozori na palme, reakcije v njih školkah noter, panično gor plezajo, ptice bežijo, what the fuck is going on? In pa se tako dvignemo poglede, pa sem kar naenkrat popolna tišina. Tako valovi prehajajo, ne. Fuck, tole pa sploh ni dobro, ne. Ampak da dolgo zgodbo skrajšam, ne, k sreči, ne, je bil ta otok, na kjer so bila midva, kot rečeno, obdan s precej močno, tak solid koralnim rifom, ki je zaustavil ključen impact. Ne, voda se je počasi vrnila, bil je pač zalili otok, ne, mi smo pač tam stali, vse je bilo mokro, ampak na otoku nihče ni bil zares poškodovan. Ja. Ne. Imela smo noro srečo, ne, da pač, še več, ne, jaz grem potem idiot najprej na fitness, ne, in vidim BBC, pa tako, spomnim se gor v kvotu, tsunami hits Southeastern Asia, thousands missing and that. Opa, zdaj pa vemo, kaj je, laufam vam in povem, ne, kaj se je zgodilo. Vsem, ko so bili, že zavlada panika, takrat pač že oba pokličeva domov, ne, da je vse v redu. In pa pač kva ne človek naredi, ko voda prišla nazaj. Vzel sem masko, šnorkel pa plavutke in sem šel fucking idiot v morje, ne zavedajoč se, kaj se je zgodilo, ne. In malo tako, kakšno ribico pobereš, ko šel tri, pa jo fukneš nazaj, ne. In tako sploh nisem dojel, kaj se je zgodilo v resnici. Pridem ven, dobim še par SMS-ov, pogledam še malo TV, pa sem dobil poziv na evakuacijo, ne. In v eno knjigo sem si na roko napisal, pač, kar sem tam videl, ne, in po telefonu narekoval na svoj časopis, na delo danjemu uredniku Darjanu Koširju. In takrat so pol tudi ljudje dejansko zvedali, ne, da sva midva kle. In pol pač prišel je hidroplan, ki nas je, ne vem, pozno, tako nekaj ur kasneje evakuiral in šele takrat smo se zares zavedali, kaj se je zgodilo, ne. In v tistem trenutku sem jaz hotel tam ostati, pa delati zgodbe naprej, pa me je Maja prosila, tako, v bistvu je ona dala veto, ne, ni bilo tukaj sploh kaj debate, gremo dan, jebem ti sunce, ne. In smo šli domov, veš, tako na unem avionu evakuacijskemu pol Lauda Air je bil, vem, nazaj grede, so ljudje gor hodili v kupalkah, pa brez vsega, pa čisto razfukani po povojih, veš, tako, pač, ko so jih naložili, kjer se je dala, ne, preživele. In ko smo prišli na Dunaj, ko smo prespali, sva midva dejansko vedela, kako res strašna reč je bila to in da je na otokih okoli naju v bistvu ful ljudi umrla, ne. Nas je pa ta coral reef zaščitil, naju pa bi rekel blaga škrto, zato ko smo si izbrala cenejšo lokacijo kot Tajsko, ko hotel Sofitel je pa v celoti zalilo in to so te ključni, v bistvu potem je bil posnet potem tudi film o cunamiju, ko je praktično večina ljudi umrla, ne. In par dni zatem so z Juretom Raženom, fotografom, prijateljem, ne, letela na Indonezijo, na Sumatro, Banda Aceh, ki je bil epicenter najprej potresa in pol cunamija, kjer je glavnina teh ljudi, 230,000 jih umrla in so potem na kupih trupel preživela naslednjih 9 dni.
in delala zgodbe, ker kot novinar si preprosto ne bi mogel dovoliti, da zgodbo, s katero si pa še na nek način osebno povezana, kot preživeli, spet imaš survivor's guilt, nekaj, kar te spremljam. Pač so potem delali te zgodbe in to je bilo nekaj najbolj težkega, ampak hkrati tudi neka gratifikacija, ne? Tako, počutil sem se, da je totalno, redko sem imel občutek, da je to, kar delam, totalno prav. Takrat nisem mu niti najmanjšega dvoma. Zdaj ful veliko govorim, ampak še ena stvar, na vrtu, kjer so spala pa eni družini, je bilo masovno grobišče. Ne? Tja so pokopali 20,000 ljudi. Ne? In nam je bilo seveda grozen, ne? Ampak veš, to so tako močne emocije, da jih ne moreš artikulirati. Še ko jih čutiš, ne veš, kva točen je to. Ampak zraven je bil en starc z eno samo kravo. To je bil v bistvu predtravnik, mogoče pašnika, ne, pa je bil razkopan, ne vem, če je bil cel pašnik. In on je tam ustrajal, ni bil popolnoma normalen in ko sem gledal njega, ne, sem si rekel, pizda, tole pa je še kar stoično, ne. In ne imam pravo naglasanje, ne, to ni tako, jaz sem preživel pismo, ne, jaz sem tle po lastni izbiri, nimaš pravice jambrat, nimaš pravice pizdakat, nimaš pravice biti lačen, nimaš pravice biti zaspan, nimaš pravice biti žejen, nimaš pravice, da ti je vroče. Tle si, naredi svoj jeben job, pomagi ljudem, če lahko, naredi kar lahko, popet pa dam ali se pa jebi. Wow. Ne? In to je bilo kar prelomno zame, no? In tudi seveda za Jureta. In mi, da so teh stvarih sploh pogovarjali, niso. In da so vedno, zmenila sva se v medmetih, ker je bilo vse fucking jasno. Ne? In so oba prišla nazaj, predvsej močnejša pa boljša človeka, kakor sva tja odšla, po moje. Boljša v kakšnem smislu? Z večjimi zmožnostmi samoomenovanja, omejevanja in zmanjšanimi neosnovnimi potrebami. Hvaležnost, basically. Na prvem mestu. Ja, tako. Na pogon neke ponižnosti in hvaležnosti, da si preživel. No, to je še posebej pri meni bilo izrazito, ker sem še tam zares dojel, veš, scale vsega, ne, tako neko noč, mislim, indonezijska vojska naj s helikopterjem peljalo neko vasico, kjer so pripravljali prvi šolski dan po cunamiju. Ampak to vasico so prišli otroci v eno samo učilnico iz 26 drugih šol, ki jih je izbrisalo. Edini preživeli otroci. Ne? Kur je pozno. Ne? In so prišli tja, so naredila zgodbo in preko enega slovenskega Indonezijca, indonezijskega Slovenca smo potem zbrali tudi donacije, da je ta šola zalaufala na dober način, ne, brez neposrednega učinka svojega dela jebeno ne opraviš, pika. Ne. In tisti večer naj bi morala helikopterska enota, skoraj sem rekel, iranske vojske, to bi bilo precej neduhovito na današnji dan, ne, pobrati. Ne. Pa niso prišli. Tam sva bila popolnoma odrezana, v celoti sva bila odrezana od celine, tam nič ni funkcioniralo, vse je bilo razfukan, ne, samo s helikopterom si lahko placal. Noben se ni na nič javil, mobiteli niso delali, nikjer nismo mogli polniti satelitskega telefona. In pa sem pač, ne Jure, ampak jaz sprejel precej neumno odločitev, da bova najela nek čoln, to je bilo 70-80 km od Bandačija, da bo najela nek čoln, da bo nekomu plačala, ne vem, tok in tok, da naj jo odpelje v Bandače nazaj in se bo že nekako tam znajdla, ker tam so bili pa že več rescue teams itd. In ko prideva tja sva on the safe side. No, najprej gremo najdemo nekega ribiča, ki je rekel, da naj bodo ene malo večje ladice odpeljal, gremo in nam nemudoma crkne mašina. Ne. Fak, takrat že vidva, da tako počasi bil sončen zahod, pa hkrati je pa veter začel pihati, pa tako oblaki so prahajali, pa ne pozabiti, takrat je še vedno ves čas naplavljala trupla. Ne, da sem malo bizaren, v Džakarti v tistem obdobju dejstvo, so bili zaprte suši restauracije. Z razlogom, da ni nekaj praktično, če bi jedel suši, bi jedel človeka. Ne? Pa ne jem rib, no. Ampak gremo nazaj
In jaz insistiram, moramo iti v bandače, kle bomo zaglivili. Nismo imeli ničesar sabo, ne hrane, nič pismo. In pol je neka manjša ribiška ladja, rečejo, ne, mislim, da sem od najo hotel $150, kar nič za njih pa velik, a ne. Ok, naj odpeljamo v bandače. Se vozimo, kakšni 45 minut, začne ful deževati. Totalno neurjeno v morju. Ne, skozi lana razčefukana so si pela, ko si je luna na obali of all shit possible, a? Tako ne vem zakaj, in vedno, ko slišim tako mace, spomnim samo uno grozno noč in ne vem, pač samo upali smo, da smo preživeli, da spet malo podaljšujem to zgodbo, pridemo v bandače, nikjer ni luči, ker je pristanišče potopljeno, vse je razsut, oni so prvič takrat po cunamiju prišli v bandače, vsi pomoli, vse je razsut, tam so bile ladje tako v 10 štuku na vrha, veš, ne. Zdaj, kako bomo pristali, ne, in pol smo tam še rabili ogromen časa, da so najo nekam dali na suho, in pol so nekako peš sprašvali, so ljudi prišli do tega placa, kjer sva spala, ne, pri tej družini na množičnem grobišču, in so bila otroško vesela, da sva tja prišli. Ne? Si, pač, da so preživela, ne? Ker so si v bistvu nehote sama ustvarila dramo, ne? In pol ugotoviš, ne, tako, mislim, to je dodatni razlog, da so domov prišla blago spremenjena posameznika. Ne? Neverjetna izkušnja, res. Da bi pa tam ostala, pa ni šans na tistem otoku, da bi vajo prišel helikopter iskati. Oziroma, zakaj niso prišli? Pozabili so. Pozabili so. Ja. Predvidevam, no, nismo bili v stiku z njimi, noben se ne javljal, tudi nujne telefone, ništa. Ne, politika, kot sem rekel, mobitel ni več delo, ne satelit, kaj baterija zmanjka. Ne vem, lej, zdaj bi se drugače odločil, ne, pač z izkušnjami, pa ne glede na to, kaj se takrat zgodilo, zdaj bi vstal, ne, absolutno. Takrat sem bil pa veliko bolj, kako bi rekel, impulziven, no, to je bila res bedasta odločitev. Predstavljaj si, da bi utonila med tem, zaradi tega, ker jaz pičkica tulim, da nima več nobenega powerbara. Kaj je bil essentially razlog za to, da sva šla nazaj? Ne vem, no. Lej, preživel si, tako da pičkica bi jaz kleven vzel, ne, zgleda odločitev ta prava. Pitaj Boga, kaj bi se tam zgodilo. Zdaj se nazaj biti brihtena. Mislim, to je easy. Mislim, easy je se nazaj biti brihtena. Ne, pač niso se pa več veliko o tem pogovarjala, no. Zdaj to sta dve dokaj podobno čustveno napete situacije, ne? Ampak razlogi za to situacijo so popolnoma drugi. Ne? Eno je narava, drugo je človek to ustvaril. Eno je vojna, drugo je pač naravna katastrofa. Exactly. A bi rekel, glede na to, da si bil v obeh situacijah, kakšna je razlika z občutki, ki si se soočil? Mislim, glede na to, da sem pokrival tudi kakšne druge zgodbe, recimo lanskoletni potres v Turčiji, ne, pa še kakšne druge naravne katastrofe. Takoj, ko ni tebi treba skrbeti neposredno za lastno varnost, so stvari drugačne. Ne? Ali pa, ko prideš v prostor in v naravnih nesrečah so praktično vsi ljudje nedolžni. Ne? In mi kot človeku in kot novinarju ni treba nikoli potem razdvajati med krvnikom in žrtvijo. Ne? Seveda je te zgodbe ene in druge izrazito težko delati, ampak zato sem tudi omenil cunami v Jugovzhodni Aziji, v nekaj lepega je bilo v teh rečeh. Ne? V tej izraziti nezmožnosti, da človek lahko to prepreči, ne? In potem v siloviti sili vitalnosti preživetja. Ne? To, da se ti v bistvu učiš od ljudi, ki so izgubili vse in nimajo nič s tem, pa nadaljujejo svoje življenje, ker preprosto druge možnosti ni. No? To je bilo tako izrazito v Indoneziji, očitno. Ne? V vojnah so praktično vedno neki repi. Ne? Vedno je še drugačna interpretacija. Ne, v istočasno se piše več zgodovin. Ne? In recimo v starih dobrih časih novinarstva smo, ne vem,
neki foreign correspondents, tuji poročevalci ali pa, ne vem, vojni poročevalci veljali za pisce prve drafte zgodovine, no, tako, če res napumpam ta poklic do obisti, ne. Zdaj že dolgo seveda ni več tako, a ne, ampak to nosi precejšno odgovornost, ne. V našem poklicu je odgovornost velikokrat zlorabljena, ne. Strani nas samih, strani medijev, strani lastnikov medijev ali pa strani politike, strani akterjev in tako naprej, a ne. In moraš biti nenormalno natančen, oster, miselno oster, no, in konsistenten, in ves čas v, tako bi rekel, nekem tonusu, da si sposoben v teh časih zdaj še posebej ohraniti stik z realnostjo, ne? Glede na to, koliko je noro veliko impulzov, fake newsa in tudi fake visuals in vsega, kar prihaja, in z vstopom AI se, bi rekel, multiplicira človeška naravna neumnost z umetno inteligenco, ne? In to je v času digitalne distopije usodna, eksplozivna mešanica za prihodnost. In naravne katastrofe pa delujejo in čisto po nekih svojih principih. A ne? Zelo objektivno. Še ena beseda, ko blazno rad ščijam javno na njo. Toksično. Ne? Ne moreš vplivati, ne? Dobro, podnebne spremembe so nekaj drugega, bi rekel, ker je to stvar človeškega dejanja, ne? In delovanja. Potresi, vulkani in to, cunami so pa toliko močnejši, toliko večji, toliko izven zmožnosti naše percepcije, da s to epohalnostjo v bistvu so močnejši od tragedije, ki prizadene ljudi na tem področju. Ful je nekih elementov, ki jih, vsaj meni bilo prisotnih, ki jih tako, ki so me praktično pojedali, no, nisem mogel izgubiti pozornosti za sekundo, vedno mi je bilo grozno sploh spati, ker je to opazovati mi bilo neverjetno fascinantno. Z Matjažem Krivicom, ki smo v zadnjih letih pač naredila skupaj ogromno stvari, ne, od plana B do zadnje dve, ki je bila tudi Maja, so avtorica, sva bila pozno jeseni 2021, sva že bila pozno jeseni 2021, na La Palmi, sva šla delati erupcijo vulkana. In to je bilo meni tako nekaj najbolj fascinantnega, kar sem opazoval. Veš, se mi zdi tako, sem kar pozabil na etiko, me je obsedla estetika, ne, in to tako pač precej nenovinarski pristop, ne, še posebej pač z Matjažovimi fotkami. In pri takih zgodbah se mi zdi, o takih zgodbah bi ful rad več pisal, ne, zato, ker mi dajo bistveno več svobode, ne, lahko, ni mi treba biti več samo novinar, ne. Si v bistvu neke vrste interpret. To si itak v našem delu, ne, mislim, smo tudi režiserji, montažerji zgodb, pa ne, zato pač ne verjamem v besedo objektivnost, ne, je subjektivnost, objektivnost me sili, da na isti način obravnavam posiljevalca njegovo žrtvo. Močna. Če si iskren bom s tabo. Vojne zdaj, ki se dogajajo, ne. Jaz sploh ne vem, komu ne verjamem. Ne vem, komu lahko zaupam, komu lahko verjamem in kaj moj obrambni mehanizem naredi, a ne. Dajmo ugasniti vse medije. Kako bi mi lahko tukaj mogoče malo odprl glavo iz tega področja, ker jaz verjamem, da to po eni strani delam iz strahu, da bi pač se soočil z dejstvi, ki se dogajajo po svetu, in me zanima, kako bi ti v taki situaciji ravnal, kako bi ali preveril vire oziroma komu zaupati. Recimo, zdaj, ko sem te imel priložnost poznati, pa čutiti energijo, zaupam, a ne? In načeloma sem tukaj malo podvržen naivnosti, itak, seveda. A ne? Ampak jebi ga, na lastni sablji umrem, ker sem imel izkušnjo s človekom sedeti, a ne?
kar se vojn tiče, ves čas ponavljam, da o vojnah lahko kredibilno govorijo le tisti, ki so vojne izkusili. Ne. Torej, prvi nasvet je pač sledi ljudem, ki imajo vidne ostanke blata, dreke, krvi, bruhanja na sebi, ki so izkusili vojno ali pa jo še vedno živijo. Drugi nasvet, ni nujno intenzivno sledenje tukaj in zdaj, ampak intenzivno branje zgodovine, seveda tudi gledanje dokumentarcev in tako naprej, in pri temu ne biti pretirano selektiven. Tretji nasvet je, ne si dovolj, da v bistvu zaradi osebnih preferenc se ti ustvari algoritem, ki ti potem forsira vsebino in v bistvu imaš, ko bi rekel, enosmerno ulico. Ne? To se pač dogaja pri številnih temah, ključnih temah našega časa, pač tudi najboljšim in najbistrejšim od nas. Ne? Ja. Bodi, ne vem, se to pač govorim praktično vsem, ko bi rekel, uporabnikom vsebina, ne. Zmer je treba biti previden, ko je en narativ tako dominanten, da je že težko, bi rekel, mogoče verjeti, kako je lahko nekaj tako dominantnega, ne. Ampak ne se zatekati nikoli v preprostejše odgovore, ne, kvečemu je treba iskati kompleksnejše, ne. Algoritmi so naravnani tako, da v bistvu te, predvsem preko teorij zarot, katerih je vedno kakšen kanček resnice, a ne, da te tako, da zadovoljijo, tako kot nek hiter sladkor na ultratekih ali pa na kolesu, te hitro zadovoljijo, ne. V bistvu, ampak potem imaš, ko bi rekel, mentalno preuranjeno ejakulacijo, ne. In to je zelo problematično, no, in ja, seveda, to se dogaja tudi novinarjem, ne, to se dogaja v medijih in v bistvu z to veliko potrebo po hitrem zadovoljanju javnosti padeš v neko binarnost in bipolarno naracijo, ki pa ja, v dejansko svetu, katerega bipolarna motnja vse bolj narašča, ne, je potem pač težko razbrati, kaj je res in kaj ne, ampak treba brati, ogromno je treba brati in ogromno je treba potovati. Brez potovanja ne vidiš sveta, brez branjega ne razumeš, ne. Da razumeš, kaj se dogaja, moraš pa biti tam in tudi brati o tam in tem. A si se kdaj igral z nekim neodvisnim novinarstvom, da bi v bistvu ti bil platforma? To je vprašanje, ki sem si ga večkrat zastavil, tudi sam, veš, 2018 sem dal odpoved na delo, ne, od takrat naprej sem freelancer, spet kontraktor, pač veliko delam v tujini, veliko delam, pač delam v Sloveniji z delom in se mi zdi, da sem preko tega vzpostavil sam sebi neko platformo, da lahko delam točno to, kar hočem, točno takrat in točno tam, kjer hočem, ne, in v tem vidim rekel, realpolitično-ekonomskem kontekstu dovolj svobode, da lahko znotraj tega funkcioniram. Leta nazaj smo že skoraj ustanovili neko mednarodno agencijo, Friend, ko je pač ta trg bil še malo večji, malo bolj aktiven in živ, ne. Pa smo se pač v zadnje trenutke nekako zadržali, seveda iz finančnih razlogov, ko smo imeli idejo, da bi v bistvu zbrali toliko in toliko evropskih, pa še Združene države, pa še kaj drugega, ne, na kup, in da v bistvu bi lokalni novinarji delali globalne zgodbe, s tem, da bi še vedno delali lokalne, in da bi imeli nabor teh zgodb, s katerimi bi nagovarjali vse časopise pa spletne platforme. No. To je bil tak poskus neke samosvojitve, ampak je bil tako res silovit teamwork, ne, ampak smo se, kot rečeno, zaradi nekih razlogov zaustavili, da bi pa recimo imel, ne vem, nek YouTube kanal, nek podcast. To se mi pa ne da, če sem iskren. Ne, malo sem star. Res tako udobno mi je pisati, pa včasih kaj povedati. Ne. Pa veliko bolj me v resnici vleče v knjige zdaj, kot v nek
tak hardcore novinarstvo, ko sem se ga šel do zdaj. Kako se tvoj pristop do dela zdaj razlikuje od prej? Ja, lahko ti rečem zelo konkretno. Danes sem napisal 160. tekst po 7. oktobru dogajanja v Gazi in Izraelu, in nisem bil na terenu. In ob tem imam vsak dan znova, v vsakem tekstu znova totalno slabo vest. Počutim se, da izdajam svoj poklic, ampak preprosto se jasno v Gazo ne da. Ne, v Gazi je bilo bitih približno 40 palestinskih novinarjev, mednarodnih poročevalcev v tem času, razen 2-3 v Embedu z izraelsko vojsko, tam noter ni bilo in se noter ne sme vstopati. Preprečujejo Izraelci, preprečujejo Egipčani, po drugi strani je pa tudi tako jebeno nevarno, da si roko na srce. Iskreno povedano, tudi ne upam tega zdaj delati. In to je razlika, ne? Ampak se mi zdi, da nek kredo izhaja pač iz tega, da sem bil ogromnokrat v Gazi, da spremljam, da sem ves čas hodil pač na terene, ne vem, v Izrael in palestinska območja, večinoma Gazo, vse od leta 2000 naprej, in da ne vem, imam neko in zgodovinski spomin in znanje, da v tem lahko, in seveda kontakte, ves čas v stiku z živimi ljudmi, ne, da v tem lahko, kakor je mogoče, kredibilno in smiselno pišem in poročam, ne. Ampak ja, to je ključna razlika. Recimo 10 let nazaj ali pa 15 let nazaj sem prepričan, da bi na nek način uspel priti v Gazo, no. Zmeri se da, ne. Zmeri pač sva z Davidom recimo veljala za človeka, ki so prišla tja, kamorkoli, kar pač nikoli, kar mogoče kdo drug ni, ne. Ker so imela tako visoko fizično vzdržljivost in tako drugačen bolečinski prak, ja, norost, ne. Zdaj pa pač tudi, veš, še en razlog je, zakaj tega ne bi več delal, bistveno zmanjšani impact našega dela, zakaj pač bi tvegal lasten life, če pač večina ljudi, tudi v njih, ki sem jaz osebno verjel v njih, ki so bili sorazmerno meni blizu, verjamejo bolj, bi rekel, spletnemu šitu, teorijam zarote, kot krvavo priborjeni terenski zgodbi. A misliš, da so te teorije zarote res samo zaradi, kaj to, crowd control, ali kaj to? Ne bi šel tako delati, ne. Kliki, a res pozornost, ali kaj? Ne sem to, lej, vse vzporedne in neusporedne človeške civilizacije so temeljene na storytellingu, na pripovedovanju zgodb, ergo fikciji, ne, in to je pač samo ena nova oblika fikciji, ki ima v bistvu v sebi zelo nek religiozen element, ne, a veš, verniki so v svojem prepričanju skoraj popolnoma neomajni, ne. In to je, bi rekel, po moje del naše osnovne naravi, ne. Samo platforma je drugačna in se, bi rekel, s pomočjo digitalnih tehnologij v digitalnem svetu širi kot interferenca vode v koncentričnih krogih, hitreje in množičneje. Jedro pa je isto, storytelling. Rabimo zgodbe, ki nam dajo gotovost, varnost in mogoče tudi neko verjetje v brezsmrtnost. Vse religije više namane temeljijo na tem, mar ne. Ampak tudi to je storytelling, kar midva zdaj delava, oziroma bolj ti, kaj jaz. Absolutely, vse je storytelling. Sam en element je drugačen tukaj, to, kar ti meni govoriš, je lastna izkušnja. Te teorije zarote niso lastne izkušnje, so pač interpretacije dogajanja, verjetno iz ljudi, ki niso pač stopili ven iz bajte, a ne? Exactly, eno je novinarstvo, drugo je bullshit, ja. Ja. Kle sem pa jaz tudi malo jeze začutil zdajle. Jeze do... Zakaj to treba delati pol? Če ni v zadnji res neke izkušnje, če ni nekega dobrega namena, ne? Mislim... Pa se morda je, ne? Mislim, vse dober namen, ne? Lastna korist. Mislim, ne gre tako, veš, po moje, zamahati z roko, pa tako odbiti stran se teorije zarote in tako, zato ker ogromno k temu pripomore tudi zelo slabo upravljeno novinarsko delo, no? Zelo slabo upravljeno uredniško delo, zelo slabo načrtovanje tega in eksekucija tega, kdo in kaj smo, ne? Počasna prilagoditev, obenem pa tudi in doma in tujini večkrat tudi negativna selekcija, ne. Pač se mi zdi, veš, novinar, ki v nekem
v svojem razvoju pristane na upovedovanje zgoraj navzdol, tudi od urednika, ne? In se temu in se ne opolnomoči in se temu ne zoperstavi, nikoli ne bo dober novinar. Ne? Urednik, ki mu funkcija sama po sebi, ne, hierarhija, ki jo razume kot nekaj danega in s tem, da lahko uveljavlja svoj prav, nikoli ne bi smel biti urednik. Ne? Tako da mislim, jaz v življenju praktično nisem imel urednika, veš, to je nekako v mladih letih, ko rabiš mentorstva, lahko velik handicap, zaradi tega, ker pač delaš napake in tako v športu, pač rabiš kovča, ne vem, nekaj to odpraviš, ti se naučiš itd. Tega nikoli nisem imel in sem pač bil mogoče malo handicapiran samorastnik, ampak ja, spet smo pri nadkompenzaciji, pa razvijaš neke druge skillse, ki jih moraš, ne. Ampak generacija pa sploh ni imela stika v resnici z urednikom, ampak samo z naročevalci dela, ne. Mislim, delovnih obveznosti. In to je grozljivo. Ne. In ko nimaš te strukture učenja, ne, ko se ne prelaga neko znanje, potem počasi tudi nek etični setup tega, kaj ne bi naš poklic bil, zgine, ne? In potem hitro se stopi tudi linija med novinarstvom in recimo PR-om, ne? Ali pa politično agendo, in to se dogaja ves čas in praktično na večini medijev, doma in tujini. In če se postavimo vlogo uporabnika, a ne, če greva en korak, dva nazaj, medijev, moram reči, da pač ne morem na glas reči, kjermu časopisu, spletni strani, reviji, televiziji bi danes sledil doma in tujini, lahko pa naštejem vrsto novinarjev, ki jih bi jim sledil obsesivno, na polno moč z ljubeznijo. Zato sem te vprašal o tem, a si razmišljal, kdaj okoli sebe zgraditi platformo? Ne? Novinar je lahko neodvisen, medij ne more biti neodvisen. Ja, res. To hočem reči. Ja, ker medij ima nekdo v lasti, ki ni pač srcem tam noter, ne. Ja, ker jaz tudi, čisto iz vidika lastne izobrazbe zdaj, ne, pa lahko midva govoriva tukaj, ne vem, o nekem well-beingu, o prehrani, o dihanju, športu itd. Jaz to iščem pri osebah zdaj in ne pri, korporacijah oziroma čemarkoli drugem, ne. In se mi zdi, da tudi čist naravno se je ta proces odvil, pa lahko bom vrgel noter influencer marketing, ne, ker se dosti tem ukvarjam z enim podjetjem, ti bom bolj artikuliral. Se pravi, ne more biti kar zdaj več vsak vplivnež, zato ker se je to toliko prežvečil, pa splunil, pa spet plunk vzel, pa udal usta, pa prežvečil, pa splunil, da je vsak lahko rekel, jaz sem influencer zaradi števila sledilcev, ki ga imam. Ne? Ena metrika je tukaj zdaj, ki spet ven skače in se zelo dobro vidi tudi v tem poklicu oziroma tej stroki, kdo je dober. In to je tisti, ki ima veliko metriko zaupanja ljudem, ki mu sledijo. Ne? Torej, če ti lahko nekako vplivaš na community, ki je okoli tebe, si v mojih očeh dober influencer. Zdaj pa, jaz, ko hočem z nekom sodelovati, kaj primarno gledam je, koliko so vrednote tega človeka, ki itak svoj life kaže konstantno, ne? Blizu temu, s čimer jaz pač nastopam, oziroma zakaj jaz nekomu zaupam. Ne? Če jaz recimo zaupam, bom rekel Andrew Hubermanu, pa mi Andrew Huberman reče, ta hidracijski napitek pi, je velika verjetnost, da bom jaz to kupil, brez researcha. Ne? Tako da jaz spet tukaj noter mal naivnosti, ampak iz vidika, kako ljudje danes funkcioniramo, pa reagiramo na marketing, je pa zaupanje zelo velika metrika, ki jo po moje gledamo. Lahko da malo ljudi, ampak jaz klej iz lastne izkušnje izhajam, ker drugače pač ne morem tukaj govoriti. Ne? In isto z novinarjev, če bi jaz pač poznal človeka, ki bi vedel, da je to reporter, ki svoje srce pa dušo daje noter, ali ti, njemu lahko zaupam in njemu verjamem, kaj ne piše. Kakor je to medijska hiša, kakor je to karkoli drugega, pa verjamem, da imaš ti tudi dobre izkušnje, ker si sodeloval. Jaz pač avtomatsko ni človek, nekaj od zadaj, en plačuje za to, da gre to ven. Veš, če se s tem soočamo, ja. Tako. In je, kako mogoče vidiš, ja, to bi bilo dobro vprašanje po moje. Pa itak gre za prihodnost, tako da ne pričakujem zdaj nekih točnih zadev, ampak samo tvoje razmišljanje okoli tega. Kako misliš, da se bo to v prihodnosti obrnilo? Torej, informacije, preverjanje kredibilnosti z vsem AI-om pa bullshitom, ki gre ven.
Kako bomo sploh vedeli, čemu verjeti? Ne bomo. Ne. Ne, mislim, da gremo v kurac. Lastna presoja in to je to. Lastna presoja je always overrated. AI in algoritmi že zdaj pač ustvarja take drugačne paralelne resničnosti, ki nagrajujejo tvoje notranje potrebe. Ne? In s časoma se bomo vrnili v bistvu neke vrste digitalen, ampak vendarle srednji vek, po moje, ne? Kjer bo v bistvu neka, kako bi rekel, cerkev v nekem okolju, v nekem bablu upovedovala svojo resnico, v nekem drugem bablu tretjo resnico in tako naprej. Pa se bodo pa dogajale tako drugače digitalne ali pa fizične križarske vojne, kjer bo ena resnica želela imeti nadmoč nad drugo in bo gorelo. Če to dava v kontekst stopnjujočih se nezaustavljivih podnebnih sprememb, tukaj vidim vrsto takih ali drugačnih muskističnih Zuckerbergovskih slonokoščenih stolpov in na drugi strani Hararijevskih, kako bi rekel, irrelevance, nepotrebnih, nepomembnih, torej normalnih ljudi, ki bodo ostali tam zunaj. Ne. Zdi se mi, da se bo že zdaj je grozljiva neenakost, razslojenost, ta se bo s časoma, tudi zaradi stopnjujočih se podnebnih razmer, še zaostrila. Za prihodnost nimam ene same dobre novice. Nikakor ne. In to včasih težko, zato ker ljudje, ki ko predstavljam svoje knjige in tako naprej, pač vsi smo nagnjeni k temu, da iščemo upanje, ne? Ampak pač zdaj ga kaj dosti več ne morem ponuditi, ne? Se mi zdi, sploh pa ne v našem poklicu, ko tako v novinarstvu, kot recimo v pisanju knjig, ne, v založništvu recimo. Zaradi tega, ker je razvoj umetne inteligence tako izrazito hiter, da bo že zelo kmalu na voljo vrsta vrhunskih romanov, ki bodo lahko customized za vsakega posamičnega bralca, bralko in ne bo več nikakršne te notranje potrebe po čemkoli drugem. Kot rečeno, prihajamo v svet, kjer bo vse više na manje customized. To pomeni popolna atomizacija, to pomeni še končni konec ostankov družbe, to pomeni udejanjenje mokrih sanj Margaret Thatcher, da nekaj takega kot družba ne obstaja. Otroki imaš? Nimam. Namensko? Tudi. Se mi zdelo, zdaj, ko si to povedal. Kaj misliš, da je posledica, oziroma ne, kaj je vzrok za tako razmišljanje? Misliš, da te vse izkušnje, ki si jih doživel, pa videl to grozot ali? Jaz sem resnici zelo vedr človek, veš. Tako, ne? Samo teh stvari ne bi govoril, če se temu ne bi počutil predvsej svobodno pa sproščeno, ne, kakorkoli to paradoksalno zveni, glede na doom and gloom, prej upovedan. Se mi zdi, da včasih je treba, da te kdo sliši tudi kričati, ne, pa ene stvari povedati, mogoče še malo bolj malo bolj z palca v roki, ne, tako, koga malo mlatati, da jebeno razume, kaj vse je narobe, ne. Ampak to je resnici ful lahko, ne. Veš, imela sva neko obdobje z Matjažem Krivicom, ko sva pač šla na to pot za plan B, ko sva rekla, že dosti je jambranja, dosti je številk, gremo iskati rešitve, ne. In to je bilo zelo lepo obdobje, ne, veš, ko sva delala plan B, pač, ne vem, najboljši case v spopadu s podnebno krizo po celem svetu, pol, ko smo delali zadnji dve skupaj z Majo, isto, ne, pač boj proti 6. velikemu izumrtju, zaščita vrst in tako naprej, konkretne zgodbe severnih belih nosorogov, science, naravovarstvenik in tako naprej. To so krasne zgodbe, ne, ampak je v bistvu davno tega v prvi polovici 90-ih je bil kompjuterski špil SimCity, ne, poznam. Tista, ne, karkoli si rešil, je bila druga pizdarija za ovinkom, ne. In se mi zdi, da živimo v enem gigantskem SimCityju in če si novinar, ki v bistvu je tako drugač krizni poročevalec,
je glaven problem to, da ti nikoli ne zmanjka dela. Ne? In veš, na dan, recimo danes, ne, je toliko enih, bi rekel, takih breaking newsov, ki se tiče tega, kar jaz delam, da v bistvu ne morem več, bi rekel, kognitivno sprocesirati vsega, zato ker pač imam in premehen procesor in hard disk. Ne, notranji svoj, fizičen. Ne. A imaš kakšno recent zgodbo, ki lahko govoriš o njej že, ali verjetno mora prej članek vam prijeti? Se to drugače bo prišel čez 2-3 tedne ven, tako da veš. Mislim, zdaj se odpravljam delati na Norveško, neko zelo tako nenavadno, pa grozljivo underreported zgodbo o deep sea miningu, o rudarjenju na morskem in podmorskem dnu. Ne, Norveška je bila prva država, ki je januarja letos parlament je potrdil, da se to v bistvu po domače povedano lahko dela, ne, in meni se to zdi tako neopisljivo nezaslišano. Ne? Glede na to, da pač se bo glavnina rudarjenja izvajala, ne vem, na 4-6 kilometrih, a ne, globine, popolnoma neraziskane, razen z bioluminescentnimi živalmi, popolnoma nerazsvetljene morskega dna in globin, ki je v bistvu vesolje samo po sebi, ne, in da v imenu, zelene tranzicije, ne, in iskanja verov, ropanja zemeljskih verov za take drugačne gadžete, ki se izdelujejo v imenu zelene tranzicije, greš, bi rekel, razkopavati morsko dno, s tem ustvariš precedent za druge države, zakonodaje, ne, legislaciji pomorski, ne vem, ki bodo sledile, a ne, se mi zdi ekstremno nevarno. Ne. In glede na to, da sem delal že vrsto tovrstnih zgodb, a ne, ves čas ponavljam, da se vsakašna tehnologija, če ni vsakašna nova tehnologija, ki ne sledi neka sprememba sociološke, družbene paradigme, se lahko dobesedno čez noč sprevrže v orožje. Ne? In razkopavanje morskega dna za nove vere, ne, v bistvu je mogoče razumeti v kontekstu temu, kar že leta rečem, neka tretja svetovna vojna, no, boj za tako drugačne naravne vere. Ne? In se mi zdi, da je treba to zgodbo narediti orang s ključnimi akterji od industrije do politike in jo pač objaviti v čim več svetovnih medijih, dokler je še čas. Dokler ne pride do tega drugega glasovanja v Norveškem parlamentu, ko pa se že določenim firmam podeljujejo, to ne bi bilo v začetku prihodnega leta, licence za izkopavanje, potem pa zgodba ne zaustavlja. Škam je zanimivo, da si rekel, mogoče malo med vrsticami, da ni upanja, da se povlečemo ven. Zakaj se pol toliko trudiš? Zato, ker se vedno znova sem se sposoben nategniti in to je neverjetno dobra razlost. Res, self-deception je najvišja sposobnost, ki jo posedujem. Brez tega nasvidenje. Ampak misliš, da je ena inteligenca v tebi, ki pa ima upanje? Ena inteligenca, ki jo mogoče niti ne moreš v besedati razumeti, reči je duša. Ka pa prav, lej, z namenom si tukaj. Kaj pa, če zaradi tvojega članka se pač tehtnica obrne? Tega si ne upam niti potih pomisliti, kaj še na glas reči, ampak je pa nek zelo močen driving force, ki me sili v to, da kako ne rečem, da bom živel, a ne umiral do smrti. Ne. Da boš živel, a ne umiral do smrti. Tako. Zelo lepa misel. Malo moram prizemljiti. Ja. Jaz verjamem, da ne vem, odkje verjamem v lep jutri. Če ne drugega, mogoče za majhen krog ljudi, s katerimi bom obkrožen. Vidim naravo, vidim svobodo, ptičke, samozadostnost, oljko, cigaro v roki, knjigo v roki. A veš, kaj mislim? Ne rabim, čez dali manj rabim, ko se pomikam skozi življenje. Sploh od smrti očeta, pa dedka, pa babice, v 5 mesecih sem jih vse 3 izgubil. Se mi zdi, da se je nekaj v meni pač zelo obrnil, ker prej sem bil zelo tak, še to,
tak avto bom imel, ko bom velik, a veš, ful materialističen, a ne? Z neko potrebo po dokazovanju, potrebo po, da vsem pokažem, koliko sem dober, koliko sem sposoben. Ne? To zdaj pismo. Se mi zdi, da se je noter nekaj spremenil, pa je tako nalej, pač mir. Ok, zdaj se klišejsko sliši ljubezen, ampak ljubezen iz vidika, na drugi strani je človek tako kot ti, zakaj bi komu želel slabo. In pa se s takimi zgodbami soočaš, ki mi jih ti govoriš in se sprašujem, pismo, kako pride do tega v človeku, ki ni nič drugačen kot jaz, da deluje iz takega sovraštva, spomnim, kako bi temu rekel, da lahko v eni gazi se to dogaja, kar se dogaja. Ti si prišel v stik s temi ljudmi. Kako bi mi ti to rekel? Kako ti to vidiš? Stvari so v resnici ful preproste. A veš, ljudje smo popolnoma enaki. Ja. Okoliščine nas v roku nekaj ur lahko iz največje tople duše spremenijo v popolno zver. Nikogar in nikdar si ne upam obsojati za to, kar je bil in kar je storil. Ko bi rekel, stara blesava šala pravi, da pri nobenemu dojenčku ne veš, bo rato Hitler, pri nobenemu starcu ali pa da je to bil. I would never go there. To je sicer tako jedro nekega humanizma, ampak že po 2-3 dneh, če ne ješ, si pa ne, da si na namenskem postu, to pomeni, da veš, da si v privilegiju, da je to tvoj choice, ne, da pač ni hrane, da moraš nekaj delati, da si v kurcu, da pač ne moreš priti do hrane, se spremeniš, ker se, ti bi rekel, naravne, evolucijsko posredovane prioritete vzpostavijo in ti narekujejo tvoje delovanje, razmišljanje, in ko se stvari zaostrijo, zelo hitro pride do tega, da postaneš pač hladnokrvni morilec, zato ker to je pač samo še naslednja gesta temu, da preživiš. Nič drugega nismo kot ena živalska vrsta, ampak smo pa edina živalska vrsta, ki organizirano ubija druge živalske vrste in tudi svojo. In to jemlje kot normalno. Seveda. Kot rutino, kot če se vrneva 1 uro verjetno že nazaj, kot nekaj samoumevnega. Ja. No, to se meni nikoli. Če pa se mi kaj ni zdelo samoumevno, se jim pa ni zdelo samoumevno to, da jem nekaj, kar je nekoč živelo, pa da je to nekdo ubil zame. To se mi pa nikoli ni zdelo samoumevno. Kaj pa, če bi sam ulovil? Če bi čutil to potrebo, pa je nikoli nisem. Pa predvsem, če ne bi, nikoli po življenju nisem bil v položaju, ko nisem imel možnosti, ko nisem imel neizbere, tako, če bi bil ko bi rekel, meje moje etike so meje mojega preživetja, gotovo bi, ne vem, pač po 10 dneh stradanja nekje v neki kletki če bi se znajdel v Markovi koži, če bi bil nekje ujet, bi verjetno prvič po 15. letu spet jedel meso, ampak nikdar nisem bil v poziciji, da rečeno, nimam izbere, vedno sem jo imel. A se mogoče spomniš zgodbe od koga, ki si ga tako spoznal na teh svojih potovanjih, službenih potovanjih, bova rekla, reportingih, ki je ti povedal tako neko zgodbo, ki si rekel, ok, s tem si ne predstavljam, kako bi se soočil, da bi se soočil, nekako mogoče v povezavi s tem, kar sva zdaj govorila, to samoumevnostjo. Mislim, takih zgodb je prav 1000, a veš. In vsaka je unikatna, Ampak ena zgodba v življenju, tako, če bi eno izpostavil, pa sem z njo postal potem tudi res izrazito osebno povezan, pa ni tako neposredno vezana na moje poti, ampak je, ne vem, če si kdaj slišal za ime Mehmed Ali Alić.
Does it ring a bell? Neki se svet, ampak give me context. Mehmed Alija je kot zelo mladi rudar, mislim 15-letnik, prišel v Slovenijo v koncu 70-ih let. Kje pač končal rudarsko šolo, se zaposlil in tako naprej, življenje začelo teči, se začne Bosna v Hercegovini in v Srebrenici praktično izgubi vso svojo družino. Oba brata in tako naprej, ne, v genocidu. To je že pač Srebrenica, pač konstitutiven del moje generacije in najbolj pomemben dogodek v mojem življenju, po moje. Po slovenski samosvojitvi je bil skupaj s svojo družino izbrisan. Ne? Torej, imamo genocid v Srebrenici in izbrisanost, pa še prej v bistvu semisuženjsko delo, ki ga je tedanja bojda k enakopravnosti in enakosti in blagostanju usmerjena država izvajala s pomočjo delavcev iz preostalih delov Jugoslavije kot zastonjkarskimi praktikanti. To je popolnoma manjka iz nacionalnega kanona te države. Ne? Tako so rasla velika podjetja, recimo pri nas. Ne? In smo bili v bistvu neka kolonialna sila v bivši Jugi. In tudi malo potem. No, da ne bo prehude digresije. Kot rečeno, Mehmed Alija je izbrisan, Mehmed Alija izgubi večino sorodnikov, vse moške sorodnike, ne, v genocidu v Srebrenici. V Sloveniji se skupaj z družino bori za preživetje, leta minevajo, potem pa ga njegovi šefi v rudniku Trbovlje-Hrastnik, da povem natančno, pošljajo v bistvu zapret rudnik Huda jama oziroma Barbarin rov. In on je človek, ki odkrije vsa ta trupla. Ne? In se v bistvu v enem človeku, v eni zgodbi združijo ključne zgodbe 20. stoletja na naših prostorih. In vse so neverjetno tragične. No, ta človek, ne, sem slišal pač nekako za njegovo zgodbo, sem se mu javil in sva se spoznala tako, da sva z Juretom prišla na pogreb ostankov posmrtnih njegovega brata na tako zvani dženazi v Potočarih v Srebrenici poleti 2010. Ja, poleti 2010, dan pred finalom svetovnega prvenstva v nogometu. Tako se šteje moj čas. Ne? Španija, Nizozemska. Ja, no in ne budem pač prvi dan in noč preživimo skupaj s temi dokumenti, Mehmed Alija mi pove detaljno svojo zgodbo, ne, velik narator, tudi pač, tak, kako bi rekel, zelo dober slikar, neverjetno sposoben posameznik, ne. Jaz pač ne morem dojeti en kup gradiv dokumentov, sem čutim dolžnost, da moram z tega nekaj narediti, to nisem novinarska zgodba, ne. Naslednji dan se udeleživa pogreba, skupaj pač to je zelo velika čast in to te poveže do konca življenja, ne, vržejo zemljo na krsto, ne, z Juretom, se vrnemo domov, napišem zgodbo, ki pač za sobotno prilogo dela in je na moje veliko presenečenje neverjeten odziv na njo. Potem me pa čez nekaj dni pokliče režiserka, filmska režiserka iz Berlina, poznala sva se na videz iz srednje šole, Hanna Slak, in mi v bistvu reče, Boštjan, da sem videl, da jaz bi rada po tej zgodbi posnela film. Ne? Wow. In potem pač, ne, sva šla skupaj k Mehmed Aliji, ne, začeli smo delati pač predvsem Hanna na filmu, nastal je scenarij, v tem času so Mehmed Alijo odpustili tik pred temu, da bi se upokojil, nekaj mesecev prej, ne spomnim se točno, koliko so ga odpustili iz rudnika, svinsko, ne, seveda kazensko, zato ker je naredil tisto, kar ne bi smel, povedal resnico o Hudi jami, o množičnih pobojih v Sloveniji v živo, ne. Tudi to je izbrisano praktično iz nacionalnega kanona, ne. In jaz sem to zgodbo vedno bom imel neko slabo vest glede tega, ne, in kot malo po strani izjemal in razumel sem jo kot neke vrste političen boj, ne, vedno mi je bila blizu bolj, bi rekel, partizanska naracija naše zgodovine, ne. Da ne bo pomote, ne, ampak to nekako ni šlo v formulo, ne vem, neke lepe zmage, ne, ampak
tisto, kar se je dogajalo po koncu druge svetovne vojne, v prvih tednih in mesecih v Sloveniji, je bilo čisto zlo. Ne? Bi rekel, človek je resničen samo, kadar je na robu, vmes je comfort zone. To, kar so pač zmagovalci pokazali, po drugi svetovni vojni, je onečastilo, da v bistvu čudovito zmago med samo vojno. Ne? In Mehmed Ali je to razkril z neverjetnimi sredstvi. Ne? Potem je napisal knjigo Rudar, pri kateri sva s Hano kar precej pomagala. Sem mu kar precej pomagala, ki je potem pač dokončno razkrila vse skupaj z dokumenti in to je nenormalno pripomoglo ali pa ključno pripomoglo k temu, da je potem prišlo do postavitve spomenika, obeležij in tako naprej, tudi skopa dela žrtev, kar je pač bil velik dosežek. Kot rečeno, Mehmed Alijo so odpustili, potem smo mu poiskali odvetnika, ki pa je zelo uspešno iztožil RTH in so ga mogli do konca zaposliti in mu izplačati odškodnino. In ves ta čas je on ostal človek, ki je šel čez vse jebene, bom uporabil kliše, moram ga, Robert Fisk se obrača v grobu čez vse kroge pekla in ostal preprosto človek. In učiti se od nekoga, ki se mu je zgodilo vse to, kar se je zgodilo celotnemu 20. stoletju, z začetka 21. je bilo neverjetno. In danes je Mehmed Ali srečen človek. Ne? In srečen, kolikor je lahko. Živi in je živahen, nimamo več praktično veliko stika, ampak, ko bi rekel, vsak je šel svojo pot, vsak je svoje delo opravil in če si v življenju vsaj pomagal reševati eno življenje, potem si opravil svoje delo, se mi zdi. Bravo. Izplačalo se je, biti novinar. Razumem. Si jih ti po moje že kar malo več. Kdo ve? Vse novo štela, ja. Sej, ni smisel tega, ponos. Ni. Ampak to je v bistvu smisel, veš, kje najdeš motivacijo, zakaj naprej za to, ne? Všeč mi je, ker si omenil, da je ostal človek. Moja interpretacija, kaj to pomeni, je zdaj neka, me pa zanima, kaj tebi pomeni biti človek. No, lahko rečem, kaj si želim, da bi ta človek bil, tako, ne? Nekdo, ki v ničemer ne ogroža nikogar drugega, ki pusti biti, ne? Zelo preprosto. Nekdo, ki se mu ne zdi samoumevno, da se za njegove užitke ubija. Nekdo, ki se naredi čisto vse, kar je v njegovi moči, da prepreči refleksom, da premagajo refleksijo. In nekdo, ki sebe niti približno ne jemlje resno. Nekdo, ki ima... Nekdo, ki se veliko smeji, po moje. Ne. Tako, drugače je zelo težko. Ostati ta človek. Ne? Joy. Ja, ne joy, ampak ironija. Joy is overrated. Ne? Joy je pač biokemijska reakcija, pač endorfini, dopamin, serotonin, te kurci, nič vrednost. Ne? Ironija je pa nekaj drugega. Ne? Ironija je pa v bistvu tako rekoč svetovni nazor. Ne? Eno vprašanje postavim še vsem gostom. Če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Čau, pičke of the zmaji, če sem kot stari dragons. Ne vem. Zdaj si me presenetil stal. 20krat sem dobil kurjo kožo in pod kukunča. Evo ti primitivca. Ja, evo ga. Deci, končno. Mislim, ne. 42 bi bilo sporočilo. 42. Ja. 42. Kaj let? 42. To je vse. Ok.
Ne vem, kaj naj ti rečem, Boštjan. Hvala, res. Hvala Za tebi. zgodbe, hvala za občutke, hvala za mravljince. Hvala za iskrenost, za pristnost, za to, da si človek, tak, ki ti misliš, da človek mora biti. Hotel sem reči s ponosom, ampak bom rekel z samozavestjo, nosiš svojo glavo. Ne bom ti več etiket dajal. Užival sem. Hvala, ful, jaz tudi smo terapevtsko, nepričakovano terapevtsko. Thanks, stari. Z veseljem. Lepo. Lepo. To je to.